Ko sem se pogovarjala z neko ravnateljico na neki osnovni šoli o tem, da bi kot izvenšolsko dejavnost ponudili finančno opismenjevanje oziroma krožek finančnega opismenjevanja, pa me je v bistvu ravnateljica zelo hladno zavrnila, češ da otroci na njeni šoli se o teh tematikah ne bodo učili, ker večina otrok prihaja iz socialno ogroženih družin. Potem pa mi je še zabrusila, da nimajo kaj za upravljati. Njen odziv me je v bistvu kar precej presenetil, šokiral, ampak potem, če malce bolj poglobljeno razmišljamo, ugotovimo, da je pravzaprav pogost takšen odziv ljudi. Menim, da imajo vsi otroci enako pravico spoznati osnove osebnih financ. Za tiste iz manj premožnih družin pa je to znanje še kako nujno potrebno. Pri nižjih dohodkih namreč šteje vsak cent. Hkrati pa to znanje lahko predstavlja potencialen izhod iz slabih vzorcev ravnanja z denarjem in pa korak stran od predsodkov. Preveč smo obremenjeni s predsodki, nekako so zakoreninjeni v naših glavah, v naših srcih in jih nikakor ne moremo opustiti. Najbolj škodljivi so pa ravno predsodki, ki jih imamo vezano na denar, in te predsodke smo podedovali, smo jih dobili od naših staršev, starih staršev in tako dalje.